Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Azerbajdžana. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Kot ponavadi bo prvi del tega prispevka posvečen tehničnim novostim ter zanimivostim. Nato bomo pa skozi dogodke na prvem in drugem prostem treningu skušali ugotoviti ono pravo razmerje sil glede na prihajajoče kvalifikacije. A začnimo z tehničnimi novostmi. Kot običajno se bomo oprli na uradne dokumente, ki jih je dala na razpolago sama FIA. Na veliki nagradi Azerbajdžana ni za pričakovati ne vem koliko tehničnih izboljšav ter novih aerodinamičnih paketov. Kot smo govorili že v samem uvodnem prispevku, gre za progo, ki ima, dovolite mi primerjavo, dvojno dušo. Torej, tu ekipe ne morejo na hitro ugotoviti, kaj deluje in kaj ne. Ampak vseeno imamo tri, po mojem mnenju, zanimive novosti. Najprej pri ekipi Racing Bulls, kjer so spremenili obliko tistih pomožnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Seveda gre za rešitev, kjer je kot bistveno nižji, in pravzaprav lahko vidimo, da tu pri ekipi Racing Bulls popravljajo tisto, kar smo lahko videli v Monzi. Ampak kljub vsemu dobrih fotografij ni bilo na razpolago za kakšno boljšo primerjavo. Tudi pri ekipi Aston Martin seveda dodeljujejo svoj model. Pravzaprav tu v Azerbajdžanu so spremenili samo tiste deflektorje, ki so pri zadnjem paru koles med Coca-Colo in seveda samo zavorno košaro. Malenkost, ki pa lahko spremeni marsikaj. A verjamem, da večina izmed vas je slišala za spremembe pri Red Bullu. Tudi tu nič gromozansko velikega, ampak izjemno zanimivo. Na zadnjem delu dna v območju difuzorja so pri ekipi iz Milton Keynesa spremenili obliko, ki spominja na ladijski gredelj. Če se tu sklicujem na Giorgia Piolo, gre za rešitev, ki smo jo videli tudi že pri Ferrariju, ampak tudi Albert Fabrega je opazil to spremembo in kar je zanimivo, tako Fabrega kot Piola kažeta na sredino samega zadnjega dela, kar se tiče bolida RB20. Če pogledamo uradne dokumente, so spremembe pa tam na robovih obeh kanalov Venturi. Ampak videli smo, da pravzaprav, kar se tiče tehničnih novosti, je to. A ostalo nam je še kar nekaj zanimivosti. Vidimo lahko, naprimer, da tu v Azerbajdžanu v bistvu, kar se tiče kota prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, zadeve so malce više kot naprimer tisto, kar smo videli na veliki nagradi Italije. Tu imamo lep primer prednjega aerodinamičnega stabilizatorja pri ekipi Aston Martin. A po drugi strani so ekipe sprejele tudi dokončne odločitve. Pri tovarniški ekipi Mercedes so se odrekli obliki dna, ki so jo prvič predstavili na veliki nagradi Belgije. Če se spomnite tam, vsaj na progi, dvojna zmaga, ampak Lewis Hamilton se je pritoževal kar nekaj dirk. Sedaj so se odločili, da ta rešitev ni prava in je korak nazaj.
In tu se moramo nekako navezati na Red Bull. Namreč Helmut Marko je priznal, da so naredili napako, kar se tiče tiste prave razvojne poti in da pravzaprav je to poglavitna težava, zakaj so pri Red Bullu izgubili toliko prednosti. Ampak poleg ostalega imamo še kar nekaj zanimivosti. Najprej poročilo, kar se tiče poslovanja za sezono 2023, kjer so bile vse ekipe skladne s tistimi omejitvami, ki jih določa finančni pravilnik. Pri dobaviteljih pogonskih sklopov pa so dobili nekaj težav pri Alpinu in Hondi. Ne gre za prekoračitev tiste omejitve, ki je dobro znana, ampak gre za, imenujemo jih tako, računovodske napake, kjer vse ni bilo zabeleženo tako, kot so si pri FII želeli. Seveda zadeve bodo popravili, ampak v tem primeru ne moremo pričakovati kakšnih sankcij. Tu v Bakuju seveda so se organizatorji dobro potrudili in želeli so prihod dirke svetovnega prvenstva Formule 1 obeležiti tudi na uličnih tablah, ampak zgodil se jim je manjši incident. Namreč jasno je, da lahko pride do napak, kajti Kevin Magnussen je bil diskvalificiran na veliki nagradi Italije, ampak da so obesili reklamne table Logana Sargenta, ker se dobro ve, da ga ne bomo več videli, že nekako kaže na togost in verjetno tudi na dejstvo, da organizatorji ne sledijo preveč Formuli 1. Ampak to je zanimivost. Rad bi se ustavil še pri prej omenjeni izjavi Helmuta Marka. Ta je dejal, da poleg tiste zgrešene smeri v razvoju Red Bulla je moral Max Verstappen na veliki nagradi Italije tudi varčevati svojim pogonskim sklopom zaradi netočno pojasnjenih težav. Ampak tu bi rad pokazal tabelo, kjer vidimo, koliko elementov pogonskega sklopa so posamezni vozniki porabili do začetka velike nagrade Azerbajdžana. In vidimo lepo, da Max Verstappen ne samo, da je prekoračil tisto dovoljeno mejo pri motorju z notranjim izgorevanjem, tudi pri drugih komponentah je tam na meji. Torej, vsaka naslednja menjava bo zagotovo pomenila 5, če ne 10 kazenskih mest in glede na situacijo bi lahko to bilo tudi v navednicah usodno. Usodno seveda v smislu borbe za naslov svetovnega prvaka. In seveda, če pogledamo tisti prvi prosti trening, ne moremo mimo dejstva, da novinec Franco Colapinto je imel nesrečo, ker je dodobra poškodoval svojega Williamsa in mnogi se bodo sedaj začeli spraševati, kakšen je smisel, da so Logana Sargenta zamenjali s Colapintom, če sta oba sposobna razbiti svojega Williamsa. A Baku kot proga je izjemno zahtevna za vse voznike, ne samo za novince. In tu bi rad poudaril, da je res Franco Colapinto poskrbel za drugo rdečo zastavo na prvem prostem treningu, ampak da je bil pred njim, če se lahko tako izrazim, uspešen tudi Charles Leclerc. Charles Leclerc je seveda tu padel v tisto past, ki bi jo lahko imenovali umazana asfaltna površina. Na izhodu iz ovinka 12 pač tisti stik pneumatike z asfaltom ni bil dovolj dober, bil je dolg na zaviranju, kot vidimo na fotografijah, in stik z samo odbojno ograjo je bil neizbežen. Ampak gre za eno izmed znanih točk, gre za mesto na progi v Bakuju, kjer se ponavadi kaj zgodi. Pred Leclercem je imel podobne težave tudi Carlos Sainz mlajši. Treba je poudariti, da tu v Azerbajdžanu
prvi prosti trening je lahko še bolj pomemben kot drugi, predvsem v optiki same dirke, ampak nas v tem primeru zanimajo kvalifikacije. Videli smo, da pravzaprav Max Verstappen je bil najhitrejši, ampak opazili smo lahko tudi, da na primer preostali z pnevmatiko medium niso bili preveč oddaljeni. Kot običajno se bomo zato malce bolj ozrli na rezultate drugega prostega treninga, ki bi bil lahko v tem primeru in glede na tisto, kar nas zanima, bistveno bolj merodajen. Drugi prosti trening pa nam je potrdil marsikaj od tistega, kar smo videli na prvem. In najprej je tu treba poudariti, da je Ferrari SF pomišljaj 24 Evo dokaj nervozen bolid. Tako kot na prvem prostem treningu sta imela oba Charles Leclerc kot tudi Carlos Sainz mlajši težave na drugem prostem treningu. Ampak ne glede na to, sta bila oba na tisti en sam hiter krog presneto dobra. Videli smo, da Charles Leclerc je ogromno časa vztrajal na setu pnevmatik trdote medium in šele proti koncu drugega prostega treninga nadel one z rdečim napisom na boku ter postavil najboljši čas. Predtem je bil njegov moštveni kolega dolgo časa v ospredju. Če se sedaj orientiramo samo na kvalifikacije, bi znal biti Ferrari izjemno konkurenčen. Ampak verjetno največje presenečenje je Sergio Perez. Namreč nihče od nas ga ni pričakoval tako visoko. Morda ta korak nazaj pri Red Bullu in ta manjša sprememba v območju difuzorja sta Perezu pomagala, ampak ne smemo pozabiti na tisto, o čemer smo že govorili v uvodnem prispevku. Sergio Perez, edini voznik, ki je na progi v Bakuju zmagal dvakrat. Čeprav je imel srečo, jo je znal tudi izkoristiti. A videli smo lahko, da pravzaprav je Oscar Piastri ponovno hitrejši od Landa Norrisa. Pred začetkom vikenda v Bakuju se je govorilo o moštvenih ukazih pri McLarenu, čeprav moram tu dodati, da pravzaprav mi ni bilo jasno, kaj so hoteli s tem povedati. Še zmeraj se bodo odločali dirko po dirko, kdo bo tisti, ki bo dobil prednost. A ni dovolj namigal, da je Lando Norris izgubil dovolj točk do tega trenutka? Ne vem, videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo na dirki, čeprav v tistih izjavah za javnost so vsi pri McLarenu nekako enotni, da je treba dati Norrisu pomoč. A videli smo tudi zanimivo obnašanje pri tovarniški ekipi Mercedes. Lewis Hamilton je bil izjemno konkurenčen, medtem ko George Russell tam zadaj. A menim, da pri tovarniški ekipi Mercedes nekaj pripravljajo tudi na strateškem področju. A o tem bomo malce bolj podrobno govorili v zadnjem briefingu. Pričakujem tudi jaz Russella malce više od onega, kar smo videli na samem drugem prostem treningu. Ampak drugi prosti trening je seveda dal dve potrditvi, mimo katerih ne smemo. Prvič, Oli Berman je tu v Bakuju izjemno hiter, njegovi časi so primerljivi s tistim, kar je pokazal Nico Hülkenberg. In to je dobra napoved za zanimivo dirko, kot smo dejali. V lanski sezoni pri Formuli 2 je bil Oli Berman najhitrejši v petek, soboto in nedeljo. Ampak tudi Franco Colapinto kljub nesreči v prvem prostem treningu je tu pokazal, da pravzaprav ni bistveno počasnejši kot Alexander Albon. Čeprav bi lahko dejali, da je prav tako nesrečen kot Logan Sargent, kar se tiče škode na bolidu, kar se tiče tiste gole hitrosti,
je vsaj po mojem videnju malce bližje onemu, kar zna pokazati sam Albon. Ampak videli bomo v nedeljo, kajti takrat šteje tisti pravi rezultat. Tudi sobota zna biti dober pokazatelj, ampak na koncu dirka je le dirka. A lahko bi tu si nekako drznili napovedati, da bi znal biti Red Bull z obema voznikoma bistveno bližje tistemu, kar smo bili navajeni na začetku letošnje sezone in skozi celotno lansko. Čeprav tu ni za nekako izločiti ne McLarena, ne Ferrarija, no pri Mercedesu sem malce v dvomih, menim, da tudi na kvalifikacijah bomo videli izjemno oster boj. A kar se tiče prispevka pred kvalifikacijami, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.